dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Končno smo spet tukaj, spet delam film reviews ali neki, vem, marc je, januar in februar sem čist spustila, tako da je tole zdaj filmi meseca januarja in februarja. Se opravičujem, ampak res moram več videov delati, zato da mi pride vsak mesec tale video not. Se bom potrudila, da se to ne bo več zgodilo, ampak itak januar in februar je ponavadi, tako da daš 2 meseca skupaj, pač ne vem, pri velik stvarih. Tako da januar je sam brezvezen mesec, okej. V glavnem, dajmo se pogovoriti o filmih, ki sem jih gledala ta 2 meseca. Jaz sem se odločila, da bom v teh 2 mesecih se vrnila nekot na content pomemben za pop kulturo. Z Juretom smo se odločili, da pogledamo tak najbolj znane serije filmov. Imam ene par takih, ki so dejansko bili v kinu, to pride malo kasneje, ampak prvo bomo pa govorili o teh, zaradi tega, ker smo pa gledala Star Wars, Lord of the Rings, Hobbita, Harryja Potterja in to je vse preveč pomembno, da bi tole spustila. Začenjamo z Star Wars, zaradi tega, ker je to pač moja največja ljubezen, ime mi je Ka Solo zaradi Hana Solota. By this point vsi to vejo. Tako da, Star Wars, kaj naj rečem. Vem, da je veliko haterjev, prequelsov pa sequelsov, da so kao the originals najboljši in jaz bom kar prvo dala svoje nepopularno mnenje, da meni so sequels najboljši, pol so prequels, originals so mi pa pač okej, so dobri, ampak prequelsi imajo toliko bolj bogato zgodbo in tudi sequelsi, I know, it's a lot. Ampak vseeno, sequelsi so pa prišli ven, ker sem jaz bila at my hypa za Star Wars in sem zato nekako preveč nostalgično navezana na njih. Ampak dajmo kar začeti z prequelsi, zakaj so mi dobri in zakaj so mi slabi. Prequelsi imajo par karakterjev, ki nimajo smisla, recimo Jar Jar Binks, Darth Maul, celoten prvi del Phantom Menace lahko skipaš, pa še vedno poznaš celoten story Star Wars, let's be real. Ampak po drugi strani imajo pa prequelsi tudi najboljši film, po mojem mnenju. To pa je Revenge of the Sith. Lej, če se na koncu tega filma ne zjočeš kot tak velik dojenček, I'm sorry, I have bad news for you, verjetno si psihopat. Tam je top od vseh filmov, tako da tukaj imaš res ta najslabši pa najboljši. Liki so, kakršni so, veliko folka hejta na Christensena zaradi tega, ker slabo igra, ampak po mojem mnenju on igra odlično, glede na to, kakega lika ima, ker pač, zakaj bi pričakovali, da je Darth Vader nek full macho guy, of course da je awkward, a psychopath, pač, kasneje. Ampak ni toliko bad acting, Ewan McGregor je itak moja ljubezen, Obi-Wan Kenobi, čeprav njegova serija ni bila toliko dobra, ampak vseeno, I love him. Padme je sam brilliant in so res dobri filmi. Jaz sem tukaj zdaj šla kar hitro čez te, zaradi tega, ker pač jih vsi poznamo. Originals so za marskoga ogromna nostalgija, tudi za mene, ker sem te filme gledala, ker sem bila majhna z mojim fotrom. Ogromno ene čustvene navezanosti na te 3 filme, ampak dajmo biti iskreni, nekako nismo več navajeni na to čudno igro iz 70-ih, da pač to ni več ne vem kaj. Efekti so za tiste cajte fenomenalni, ampak zdaj so boljši. Celoten story se mi ne zdi toliko razširjen, kakor je v prequelsih pa v sequelsih, mogoče zato tudi mi ni toliko. Pač res me ne zanima, ker se folk sam pogovarja skozi, ker so večinoma zelo slabi v worldbuildingu, zaradi tega, ker takrat še pač niso imeli toliko dejansko tehnologije, da bi lahko vse pokazali. Ampak kar pa pokažejo, načeloma je pa good storytelling z nekaterimi plot hole, ker pač vemo, Luke pa Leia sta brat pa sestra in se lupčkata in je pač sam, zaradi tega, ker George Lucas še ni vedel, da je bo napisal, da sta brat pa sestra. Take stvari so, ampak overall, ti so mi najslabši, no. Pol pa pridemo na sequelse, ki so pač moja največja ljubezen, ker obožujem Adama Driverja. Vem, zdaj bom izpadla kot ta največja fangirl, ampak ko si je Adam Driver oziroma Kylo Ren prvič dal masko dol v The Force Awakens, I was crying, koliko mi je bil všeč. Pač jaz sem bila v kinu, mind blown. Zato sem mogoče malo preveč navezana na sequelse. Slaba stvar, I guess, je vseeno, da na koncu pač se vrne Palpatine, by the way, spoiler, I guess. It's been too long, če še niste do zdaj pogledali, vam probably ni bilo mar. Rey je Mary Sue, opija celotno sceno in sam tek, okej, se pravi, nobenega treninga nisi nikoli imela, ampak si vseeno najboljši Jedi, ki je ever bil. No mi pač ni. Da sploh ne govorimo o The Last Jedi, ki je pač drugi film iz sequelsov in je Marvel meets Star Wars glede humorja. Odd One Out, se mi zdi, da se ful vidi, da je drugačen, kot pa vsi ostali. Pa tudi ta zadnji, se mi zdi, da ima nek dobre scene, definitivno akcija je fenomenalna, ene scene noter so take, da samo gledaš in si mind blown, wow, ampak celotna zgodba
zgodba, ki se zaključi z Palpatinom, tak no, ni toliko satisfying, se konča in si jej, it's over, it's okay, ampak nekatere stvari vmes, ki se dogajajo, ne vem, ki grejo na planet, kjer so plačujejo za orožje in ne vem, kaj vse se sam tak malo predolgo se vleče, ampak so pa po drugi strani bili dobra osnova za serije, ki jih pa zdaj milkajo Disney že par let in I'm not interested in them. Mogoče enkrat naredim review za Mandaloriana, ki mi je dejansko bil všeč, ampak vse ostale serije so mi bile pa pač, I don't know. A sem zdaj kaj smiselnega povedala o Star Wars? Najverjetneje ne, ampak gremo naprej na naslednji film meseca, ki je Lord of the Rings. Še en tak film, ki si ga ziher pogledal kdaj v življenju, ali pa ga absolutno moraš pogledati enkrat v življenju, ker so fenomenalni filmi, world building je tukaj na vrhuncu. It doesn't get better than this. Ampak imam pa eno pripombo, da sem eden izmed tistih ljudi, ki mi je dejansko Hobbit boljši kot pa Lord of the Rings. Pa niti ne zato, ker bi bili efekti boljši, pa zaradi tega, ker je Benedict Cumberbatch not, ampak zaradi tega, ker je enostavno preveč likov. Čeprav v Hobbitu je ful več dejansko dwarfov, ki zraven hodijo, noben ne ve, kakor čisto sem ime. Ampak vseeno, mislim, da je preveč razširjeno na neke like, o katerih meni ni toliko mar. Ampak po drugi strani je pa Lord of the Rings ena taka serija filmov, ki jaz nisem čustveno navezana na njo, tako sem na Star Wars in na Harryja Potterja, da tukaj mogoče malo preveč na to gledam, da jaz nikoli nisem v Lord of the Rings toliko padla, kakor drugi ljudje. Ne vem zakaj, iskreno. Pač, jaz ne morem imeti še enega sveta, v katerega sem toliko upletena, kakor sem v Star Wars in v Harryja Potterja. Čeprav zelo cenim to kot pač pomemben trenutek za pop kulturo, ker so še vse dobri filmi. A ima karkoli smisel, kaj jaz danes govorim, ker nimam scenarija in sam iz glave govorim o stvarih, ki so mi všeč. Naslednji film, ki ga imamo, je Hobbit. John Watson pa Sherlock Holmes sta noter, okej. Ne vem, če imajo moji film reviewi kakršenkoli smisel, glede na to, da sem huge fangirl enih stvari in pač doesn't make sense, da to fangirlam čez ene, drugih pa sploh ne vidim. Ampak obožujem, nima ime drugega John Watson, oh my god, zakaj se moram spomniti, kako ime. Martin Freeman, najboljši karakter. Bilbo Baggins je tak relatable karakter, ki ga pač naredi Martin še toliko bolj relatable. Njegove manevrizme med tem, ki se on sooča z vsem tem, so meni res amazing. Nekaj se kar usede, pa kar zavzdihne, pa kar pogreša dom in je sam tak, on deluje kot en tak simple guy v svetu Lord of the Rings, ki je čist preveč confusing za njega. In se ima rad to avanturo, ampak vseeno je a simple person. Teda zato mi je bil všeč. Ampak tudi vsi ostali liki se mi zdi, da so v Hobbitu bolj raziskani. Martin Freeman enostavno carrya vse te tri filme, čeprav nima pa na koncu toliko pomembne vloge, ampak vseeno je amazing. Pa da sploh ne govorim, da je Benedict Cumberbatch tu not. Pač, a je lahko zmaj, seksi, a je lahko Benedict Cumberbatch. Nisem neki ful čustveno navezana na ta film, pač isto kot na Lord of the Rings, ampak je dober in se mi zdi, da mi jih je bilo lažje gledati, kot pa Lord of the Rings filme. Vem, zdaj bo ful hate v komentarjih. Ampak ja, meni je Hobbit bil boljš kot Lord of the Rings. I'm sorry. Igralci, ki so v Lord of the Rings, so čudno pomlajšani, ampak meni je vseeno bil boljši, okej? Zdaj, preden se skregamo, gremo kar naprej, gremo na Harryja Potterja, ker smo ga z Juretom pogledala do konca glih včeraj. Spet smo pogledala vseh 8 filmov. Jaz zdaj še enkrat knjige berem. Spet. In bi rekla samo to, da pač definitivno je boljš, če prvo prebereš knjige, pa gledaš filme, zaradi tega, ker sem definitivno fan tega, da ti nov svet odkrivaš več dni, ker film ful prehitro mine in je boljš, da pač prvo prebereš, vse razumeš in pošle pogledaš film, tako da če še nikoli niste gledali ali pa brali Harryja Potterja, vam priporočam, da naredite tako, da prvo preberete. Ampak ja, celoten svet je toliko dobro narejen, obožujem, nimam kaj slabega za reči. Pač edino mogoče ja, da ene scene falijo. Recimo, primer Prisoner of Azkaban oziroma Jetniki iz Azkabana, zakaj Harry filmu takoj ve, da je tisti jelen njegov fotor, čeprav nikoli nobeden tega ne omeni. Jaz, ko sem prvič gledala to, sem bila toliko zmedena. Mogla sem prebrati knjigo, da sem sploh razumela to. To se verjetno marsikomu zgodi, pa da sploh ne govorimo, da je Goblet of Fire oziroma Ognjeni kelih najslabši film. Ok, Juretu je najljubši, ampak meni pa enostavno nima smisla. Ne fita v celoten stvar, imeli so ful dobrih idej, pa niso šli skozi njih. Ne vem, Goblet of Fire mi je en tak, knjiga je bila v redu, film je bil pa bolj tek. Se pa serija filmov toliko dober klopi v to, da je prihajalo ven, ko smo mi odraščali, se pravi, ko je prvi film ven prišel, si bil, jaz sem se rodila tistega leta, ampak vseeno, ko si jih začel gledati, si bil še ful mlad. In so tudi filmi narejeni na tak način, da so ful bolj otroški in so prijazni za pač otroke. Kasneje, ko so prihajali ven, vedno bolj temačni so bili. Jaz mislim, da sem bila glih ene 8. razred, bi prišel
7. ven ali pa zadnji, nekaj takega. In takrat si že dosti pripravljen na vsta clusterfuck stvari, ki se dogajajo v Harryju Potterju in že razumeš, da to mi je bilo res všeč, čeprav zdaj valjda gledaš v enem kosu vse filme, ni vmes eno leto, zato da ti kao odrasteš kot človek, ampak vseeno se zgodba elegantno razvije iz otroških filmov v precej resne teme, v dark stvari. Tako da Harry Potter je vseeno eden izmed najboljših serij filmov ever. Please naj nobeden ne komentira, kaj se dogaja z J.K. Rowling, zaradi tega, ker I don't care. Nobody does. Hogwarts Legacy je amazing igra, ok? Zdaj pa prijemo do filmov, ki sem jih dejansko gledala v kino, ki so prišli zdaj v tem času ven. V bistvu so samo 4 stvari, ker je vsakič samo 8 filmov. Prvi je Obuti maček 2, vem, da sem že ful pozna s tem, ampak vseeno, jaz sem se toliko zaljubila v ta film. Že prejšnjič sem govorila o Obutem mačku prvi del, ki je bolj, let's be honest, slabši od Shreka. In načeloma sem bila tudi mnenja, da je slabši od Shrek tretjega dela, zaradi tega, ker tretji del je najhujši Shrek ever in ga sploh ne priznavam kot official Shrek movie, ker je horrible. Ampak zdaj Obuti maček je pa up there, je pa tek Shrek 2, je pa ono, a veš, top of the top. Enkrat bi lahko naredila prav cel video samo o Shreku, ker ga obožujem. Pač Shrek je najboljša stvar, ki se je zgodila v pop kulturi, I swear. Obuti maček 2 ni rabo iti tok hard, ampak so šli hard. Zdaj moram omeniti 2 scene, ki sta bile meni najbolj všeč, ki sta me prepričali, da je to res dober film. V bistvu 3 stvari, sorry. Če vas skrbijo spoilerji, definitivno bom dala spoilerje, tako da skipej ali pa 5 dol z videa, ker sorry, moram spoilati, samo malo spoilam. Ampak vse. Prva scena, ki se zgodi, je to, ko Obuti maček ima čisto paničen napad in mu ta prijatelj Perito kužek pride pomagati. In v tistem, ko Obutemu mačku razbija srce, ker pač vsi smo že kdaj imeli kako tako izkušnjo, panični napadi so a real thing and they're horrible. In ko mu kužek se nasloni gor na trebušček in se on v trenutku umiri. Jaz sem se toliko jokala v kinu, meni je bilo toliko, mi je bilo sam cute, ker sta imela ta moment, da veš, I'm here, everything is fine. To mi je bila nora scena. Druga scena, ki me je spravila jok, je čist na koncu, ki se peljejo z ladjo in sam zaslišiš tiste zvok. Pač Shrekov soundtrack in pol pride na otok, ki piše gor Far Far Away. Mi dva z Juretom smo se oba dva jokala v kinu, ker je bilo samo Shrek is back, Shrek 5 je in the making in spet bo nekaj amazing. In s tem, da je bil pač Obuti maček 2 toliko dober film, you bet your ass, da bo tudi Shrek 5 dober. Pač res, to si zaslužimo. Tretja stvar, ko mi je bila pa amazing, mi je bil pa Volk v tej risanki. Pač Volk predstavlja smrt in njegov soundtrack, ki on žvižga. Ne vem, če se kaj spoznate na muziko, ampak ton, ki ga on žvižga, je dejansko the death theme, soundtrack smrti, ali kako naj to razložim. Definitivno ti vse kocine stojijo po koncu, ko on začne žvižgati in ko je njegov theme song, tok je dober narejen. Mogoče ni glih primeren za otroke, ker jaz bi definitivno imela nočne more od tega, ampak izgleda Obutka mačka 2. Naslednji film, ki sem ga gledala v kino, je Asterix in Obelix, Srednje kraljestvo. Jaz sem huge fan Asterixa že od nekdaj. Stripe sem brala, ko sem bila majhna skozi, tako še zdaj bi jih brala, res so dobri. Ko sem bila mlajša, sem pogledala vse ostale filme o Asterixu in Obelixu, ki so pač francoski filmi. Če jih poznate, vete, kako dobri so. Meni je najljubši Asterix in Obelix pri Kleopatri, grejo v Egipt in je sam such a good time. In rekel mi je sicer Jure, da mu ti filmi niso všeč zaradi tega, ker so toliko v kostumih, da se pač vidi, da se pretirava, da je na način risanke. Ampak meni je pa točno to ta stvar, ki me ful potegne od te filme, ker so toliko so pisani in nekrat na novo narejeni, a veš, da pač se toliko pretirava, da je spet zanimivo. Kljub temu, da so francoski filmi, pač bereš podnapise, it's fine, pač ja, francosko govorijo, ampak meni ima dejansko ta francoščina, ker sem jaz pač te filme gledala, ko sem bila mlajša, mi ima nek feeling nostalgije in mi je ful všeč, da niso angleški. Kar se pa tiče zgodbe v tem filmu, mi je sicer bila všeč. Všeč mi je, ker v teh filmih nikoli se ne jemljejo resno. Pač vedno je neka taka stvar, ki je narejena po stripih, čeprav mislim, da tale dejansko ni po nobenem stripu narejen. Ne me za besedo držati, nisem ziher, ampak kolikor se jaz spomnim, noben strip ni bil točno v tem, ampak vseeno, ja, pač je pretirano in cute. Meni so najboljši oni trenutki, ki sta Kleopatra pa Julius Caesar, ki se kregata in greta na razni, pa si golobčke pošiljata, pač zato, da imata messages in pa se pustita na sin. Ne vem, kaj vse oni kar pošle, medtem ko je ona mu že poslala nazaj in pol hoče vzeti nazaj in pač ne vem, v glavnem. Ti njuni prepiri so meni toliko dobri, ker so pač narejeni, vseeno sta Julius Caesar pa Kleopatra, ampak sta narejena na modern način, čeprav je še vseeno v tistem svetu. To so delali že
v vseh filmih prej, ne vem. V onemu, ko so v Egiptu, je en lik, ki mu je ime Mobitelix, izgubi signal med tem, ko govori. Ok, pač začne trokirati. Meni so take stvari ful dobre, zaradi tega, ker teh filmov ne vzameš preveč resno. It's giving Monty Python type of comedy, ker veš, da ni zares. Ampak je vse en tok smešno. V glavnem, edina stvar, ki mi mogoče ni bila všeč, je pa na koncu, ko se ta kitajska princesa, ki so jo rešvali, oziroma pač mogli spraviti, ker se Asterix in še en se zaljubita v njo in pa si prepričan, ok, ona se bo mogla zdaj za enega odločiti in zaradi tega, ker je pač Asterix ta glavni lik, da se bo za njega odločila, a ne? Ampak na koncu ona čisto enega tretjega spozna, kar mi je všeč, ker ne rabiš imeti tega, a veš, moški se odločijo, v koga bo ženska zaljubljena, ampak se dejansko ženska sama odloči, ampak se odloči za enega, ki ga je spoznala za 2 sekundi in edina njegova lastnost je, da je blond namesto da ima črne lase. Did she really fall in love with that? I don't know, pač to mi je bilo malo faljeno. Sorry, Harry. Overall, cute film. Priporočamo gledati, če vam je všeč nekaj lahkotnega, nekaj, kar ne rabite razmišljati preveč, pa se imate enostavno fajn. Zdaj pa pridemo do nečesa, kar rabiš razmišljati zraven, ker je malo težje. Serija The Last of Us. Na HBO Max je prišla zdaj so že vsi deli zunaj, glih včeraj se je končala, je bil season finale. Jaz sem prešpilala tudi igrco, ker je dejansko pač igrca. Niso toliko ostali čist zvesti igrci, ok, ampak marsikere stvari pa so. Je super povezano skupaj, kere stvari so, pa kere niso. Ampak zdaj ne bom preveč o igrci govorila, da mora o seriji. Serija se začne kot vsaka druga apokaliptična. Zombiji so, oziroma tukaj so gobavci, ampak sure, whatever. Videno že milijonkrat. The Walking Dead je to naredil že 100 let nazaj. Teme, ki so v tej seriji, spoilerji, 3. epizoda se začne z enim tipom, ki je ultra mačo, seka drva, polje živali, samozadosten je, strong man. Deluje tak full masculine. In pa pride tip, ki prije mim in ga prosi, če lahko dobi nekaj hrane in ga spusti not. In je celotna scena posneta na način, kot da bi bila ona dva a straight couple. Kot da je eden od njiju ženska, drugi moški in sta si všeč. Ampak sta oba dva moška. In je dobro narejeno. Veš, zakaj sta na koncu skupaj, ker čutiš to ljubezen med njima. In velikrat se to zgodi v tej seriji. Kasneje tudi Ellie ima punco in ko si one dve data prvega lupčka, jaz sem tok jokala. Tok se sicer sad konča, ta del, ampak vse wow, ker je tok na naravn način posneto, ni posneto na način fetišiziranja gejev in lezbik, ampak je dejansko na način, kot da so pač resnični odnosi in resnične situacije, kot da so pač straight relationships, ker to se v filmih in v serijah zelo redko zgodi. Teda The Last of Us, pa da sploh ne govorim, da je Pedro Pascal trenutno eden izmed najboljših igralcev out there. Jaz nisem neki full fangirl, sem imela sodelavko na šihtu, ki je bila full fangirl, še prednje je bil Pedro Pascal to, kar je zdaj, in definitivno vidim zakaj, zaradi tega, ker je an amazing person in tak fotor zgleda, ampak ne na način daddy, da se ga sexualiza, kar folk ga, ampak tak, da je sam prijeten, caring, prijazen in tak, sweetheart. To je to od The Last of Us. Zdaj pa gremo še na ta zadnjo serijo, ki sem jo pogledala, je pa Hello Tomorrow, ki jo lahko najdete na Apple TV+. By the way, če imate PlayStation 5, imate pol leta zastonj Apple TV+, tole ni sponzorirano ali kakorkoli, pa mislim, da tudi če imate iPhona, dobite zraven neki Apple TV+ zastonj za par mesecev, tako da pejte si prečekirati. Pa še ena cool stvar je, Apple TV+ ima dejansko slovenske podnapise, kar Netflix kot never, Disney+ pa še manj. Bravo, Apple TV+. Ena serija je bila, ki sem jo jaz ful čakala, da prije na Apple TV+, in to je Hello Tomorrow. Ni je še konc, prihajajo še epizode ven, ali pa še jaz nisem pogledala do konca. Dogaja se nekje v 50-ih, space, retro, cute as fuck, pač dejansko je toliko dobro narejeno. Avti so, avti iz 50-ih, ampak floatajo, vsa tehnologija zgleda kot iz 50-ih, ampak je full bolj pač stvari letijo, lebdijo, whatever. Cool, noro cool. In v bistvu se zgodba vrti okrog prodajalcev, ki prodajajo nepremičnine na Luni. Hodijo po celi Ameriki in prodajajo to idejo, da se bo folk na Luno preselil. Vsa propaganda glede tega, da grejo ljudje živeti na Luno, da bojo imeli tam neko novo življenje, da bojo znova začeli, super cool, noro fajn. In potem ta glavni lik išče svojega sina in ga najde in začne ta sin delati z njim. On mu nikoli dejansko ne pove, da je on njegov oče. Nisem še prišla do tistega dela, kjer dejansko mu pove, da je oče, teda ne vem, kaj se konča. Ampak celoten twist, do zdaj, ko sem prišla, to, da te nepremičnine na Luni, ki so jih zdaj že na milijone prodali in ljudje čakajo, da bojo šli na Luno, leti so odpovedani, prestavljeni za 3 mesece, bla bla bla, cela frka. V
ugotovil, da to sploh ne obstaja. Da na Luni ni nič, da ni nobenih nepremičnin. Jaz sem bila prepričana, da tisto na Luni obstaja. Jaz sem bila amazing, da to prodajajo, ampak z vsakim delom sem jaz bila čak malo, zakaj pa noben dejansko gor ne živi, noben še ni bil gor, noben nič ne ve, zakaj oni prodajalci sami ne živijo še na Luni in pa te hitajo s tem, da to sploh ne obstaja. Zanima me, kako se konča serija, tako da verjetno, ko neham snimati, bom šla gledati naprej, ampak mogla sem vam povedati za njo. Se pravi, čujem za spoilerje, ampak če niste skipali, ste se sami krivi. V glavnem, to so vsi filmi in serije, ki sem jih pogledala v teh mesecih. Vsakič jih dam samo 8, zaradi tega, da naredim lep thumbnail. Drugač bi lahko dala tudi več, ampak pa bi tudi video bil ful predolg. To je to za tale video. Upam, da boste pogledali kjer film ali pa serijo, ki vam priporočam. Dajte mi dol spodaj napisati še vaše mnenje o vseh teh stvareh, o katerih sem govorila. In kakor vedno, lajkajte tale video, subscribite se na moj kanal in followajte me na Instagramu. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!